Jaz sem od tistih, kot Darko ve, zelo strogih vodij raznih takih prireditev in pazim na čas, ki poteče. In zato imam tukaj listek. In sicer na tem listku, ko boste imeli predavanje 12 minut, vam pokažem listek, ki piše še 3 minute. In ko čas izteče, vam napišem, čas je potekel in po tistem lahko še 2 minutke zaključite. Ampak prosila bi vas pa res, zato ker vsak predolg referat je naslednjega in zajed diskusijo. Zdaj pa že jaz sama tudi zajedam vaš čas. Zdaj bomo kar začeli. Jaz bom najprej predstavila predavatelja, prvega predavatelja te sekcije. Darko Darovc je diplomiral iz zgodovine, sociologije in kulture, bil je kustos v Pokrajinskem arhivu Koper, tam je magistriral, potem 98. leta je zagovarjal doktorat gospodarstva severozahodne Istre v obdobju zatona Beneške republike 16. do 18. stoletje v luči delovanja zastavljalnic Monte di Pietà v Kopru in Piranu, ki je potem rezultiral v zelo lepi znanstveni monografiji Davki nam pijejo kri. Leta 1996 se je zaposlil na znanstveno-raziskovalnem središču Koper, bil je od 2000 do 2012 njegov direktor, sodeloval je pri organizacijskih in vsebinskih zasnovah univerze na Primorskem v Kopru, ustanovljena 2003, kjer je bil 2009 izvoljen za rednega profesorja, 2015 pa tudi na univerzi v Mariboru. V 2014 je direktor inštituta IRRIS. Raziskuje zgodovino Istre in Sredozemlja, zgodovino ustanov, uprave, pravosodja, gospodarsko in kulturno zgodovino, historično demografijo, migracije, materialno in duhovno kulturo od konca srednjega veka do 19. stoletja. Objavil je številne članke in monografije in je urednik revije Anales in Acta Historie. Naslov njegovega prispevka je Prakse ali sistem reševanja sporov, novi pristopi k raziskovanju zgodovine sporov. Tukaj naj povem, da je referent vodil in sodeloval pri številnih projektih in v okviru 7. evropskega okvirnega programa na razpis Marie Curie kot sodelavec Beneške univerze Ca' Foscari pridobil projekt FAIDA. Od 2022 do 2027 pa vodi infrastrukturni program Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel od 1500 do danes. Mislim, da bo tole lepo v kontekstu tega programa. Prosim, izvoli, Darko. Dela? Ne. Bomo kričali. Hvala. Hvala, Darja, za to predstavitev. Nazorno, res je. V bistvu to, kar bom poskusil predstaviti v borih 15 minutah s 36 ali 37 slajdi, ki jih bom pač zavrtel, je, bi rekel, rezultat raziskave, ki je prvenstveno potekala v okviru projekta Marie Curie, FAIDA. Pri tem pa bi rad poudaril seveda, da je tudi to zraslo predvsem na podlagi več desetletnega sodelovanja s kolegi iz Italije, z Beneške, Tržaške univerze, zlasti Claudio Povolo, Furio Bianco, kjer se je udeleževala tudi Darja Mihelič in nekateri tu prisotni simpozij, s katerimi smo pravzaprav odpirali neke teme, ki ne samo, da niso bile v slovenskem zgodovinopisju prisotne, temveč tudi v mednarodnem. Tako smo pač oblikovali tudi določene mreže sodelovanj pri raznih projektih. In bi rekel, ena od teh sodelovanj, kot rečeno, torej ni zdaj ta moja predstavitev zrasla samo na mojem zevniku ali kaj podobnega, ampak vselej v sodelovanju s kolegi, kjer smo na raznih simpozijih seveda tudi premlevali razne aspekte, bi rekel, iz zgodovinskega proučevanja. Ampak, torej postavil sem naslov Prakse ali sistem reševanja sporov. Kako gre že to naprej? Z miško. Miško, tu je tako. Ja.
No, ampak bi rekel, kaj si lahko predstavljate, da je blood feud, torej kronomaščevanje, vindicta, kot je po latinsko, vendetta po italijansko, fajda, krvna osveta, gekmarja, kot je po albansko, recimo maščevanje, seveda po slovensko mešč, po rusko ali pa fušo po kitajsko. Torej, pojem kot tak, zgodovinski pojem v družbenih odnosih pripelje pravzaprav prek mediacije skupnosti. Torej, poudarjam, mediacije skupnosti do milosti. Torej, charity, ne v smislu usmiljenja, vendar v smislu tiste srednjeveške ljubezni do sočloveka, pripelje do miru, ampak ne samo do miru, tudi do ljubezni, pa spet ne samo do ljubezni, ampak tudi do družine in celo do trajnega bratstva in prijateljstva v skupnosti. Zdaj preko spora. Spor kot konstitutivni element, bi rekel, družbenih odnosov je že Georg Simmel, nemški filozof, nekje pred dobrimi 100 leti utemeljeval kot temelj pravzaprav družbenih odnosov. In prav pri sporu, kot ga želimo obravnavati v naših raziskavah, se kaže vsa kompleksnost družbenih odnosov od praskupnosti nenazadnje do danes. Ne bi sicer tukaj ponavljal, kar imate tu zapisano ali bral, vendar pa torej današnje oziroma tokratno srečanje zgodovinarjev stavi, bi rekel, na nove pristope, na interdisciplinarnost, in tu bi predvsem izpostavil tudi pri raziskovanju sporov igra ključno vlogo pravzaprav antropologija v vsej naši, bi rekel, zgodovinski omejenosti, nam pravzaprav antropologija podaja tudi neke druge dimenzije, ki bi jih morali, kar se, bi rekel, izpostavlja že tudi tu navedeni Max Gluckman s svojim spisom Peace in the Feud, torej, bi rekel, mir v krvnem maščevanju, mir v sporu, ki je ugotavljal, kako pravzaprav antropologi potrebujejo to zgodovinsko znanje, na drugi strani že Mark Bloch recimo v 30 letih ugotavlja, kako so nujno potrebne antropološke študije tudi za zgodovinarje. Skratka, s tem želim poudariti, kako, če se želimo podati v proučevanje sporov, konfliktov, maščevanja kot takega, oziroma pravosodnih sistemov, zlasti v preteklosti, pa tudi za prihodnost, tudi zlasti z vidika, bi rekel, deliberativne demokracije ali demokratičnih odnosov, kar bo tudi naš kolega danes predaval, kar vidi, bi rekel, iz tega običajnega sistema reševanja konfliktov prednosti, da se lahko pravzaprav iz preteklosti marsikaj naučimo tudi za sodobnost. In to je kaj predvsem? Torej, ali gre, se tu sprašuje seveda pri samem ritualu reševanja sporov, ali gre samo za neko iluzijo, mitsko iluzijo, ali celo za, bi rekel, religiozno preventivnost pri reševanju sporov. Sam predvsem pravzaprav navijam za koncept družbenih odnosov, pri katerih spori pravzaprav predstavljajo kohezivno silo. In to kaže tudi sam sistem reševanja sporov in torej nimam časa se poglabljati v bi rekel, proučevalce, ki so že tekom zadnjih desetletij ali pa stoletij se s tem ukvarjali, vendar pa bi želel izpostaviti seveda dejstvo, da se je recimo po prvi svetovni vojni odnos do običajnega prava temeljito spremenil v odnosu do
obdobja pred Prvo svetovno vojno, ko so pravzaprav na evropski ravni začeli zbirati tako imenovano pravno kulturno dediščino. In tu so recimo v našem ožjem območju najbolj znani Valtazar Bogišič, ki je bil v svoj čas celo črnogorski pravosodni minister v konec 19. stoletja. Ampak kar je zanimivo, da je izdelal tako imenovane vprašalnice oziroma ankete, ki jih je izvajal med Albanci, Črnogorci in Hercegovci, jaz predpostavljam v okviru nekega evropskega projekta zbiranja pravne kulturne dediščine, in več kot polovico teh njegovih anketnih vprašanj, recimo, je bilo izvedenih tudi v Sloveniji. In v tem imamo tudi, bi rekel, arhivske vire. Polec je leta 1945 objavil tiste Križnikove anketne vprašalnike, ki tudi dobro ponazarjajo pravzaprav pravne običaje med Slovenci. In kolikor se še želimo znebiti, bi rekel, tega občutka, da smo v nekem kontekstu običajnega reševanja sporov bili tudi, torej vendete, vindikte, maščevanja na slovenskem ozemlju v 19. ali pa tudi še v prejšnjih stoletjih, prav ti anketni vprašalniki tudi, bi rekel, ponazarjajo umeščenost slovenskega prostora v celotno to evropsko, bi rekel, običajno dediščino, ki pa se nam je še najbolje ohranila, in zato omenjam Črnogoro, v črnogorskih primerih, s katerimi lahko primerjamo tudi naše stanje v slovenskem prostoru. Nekoč. Ne bom se tu, kot rečeno, tako spuščal podrobnosti. Naj poudarim, da v zadnjih letih je šlo le nekaj temeljnih del tu v okviru Acta Histoire, kot imate tu lahko na razpolago in si postrežete. Predvsem pa bi seveda izpostavil tudi zadnji, najnovejši deli naših kolegov, Stuarta Carrolla. Letos, zdaj pred nekaj meseci, prejšnji mesec, mislim, je šlo njegovo delo Enmity and Violence, ki tudi prikazuje, predvsem sicer v Angliji, Franciji, Italiji, Nemčiji odnose, ampak torej v bistvu na podlagi konkretnih zgodovinskih dokumentov in interpretacij pokaže, kako je ta tradicionalni, pravzaprav običajni sistem reševanja sporov bil prisoten tudi še dolgo v 17. ali celo 18. stoletje, kar si nismo seveda predstavljali. In pa tudi delo Brođa, italijanskega kolega, ki mislim je zelo referenčno. Torej, kaj je pravzaprav maščevanje, običajni sistem reševanja konfliktov? Torej, lahko bi rekel, da je to sistem, torej, ki je prisoten v skorajda vseh ljudskih skupnostih, na vseh kontinentih. In bi rekel, moja hipoteza ali hipoteza, bi rekel, skupine, ki se ukvarja s tem področjem raziskovanja, je, da je to seveda ena od prvobitnih tudi družbenih institucij, če bi lahko rekli ali povzeli po Claude Lévi-Strausu, da je recimo družina oziroma prepoved incesta, predvsem, ki vodi v poroko in družino. Prva ustanova, je prav, bi rekel, sistem reševanja sporov, tudi eden od poglavitnih skupnostnih značilnosti. Koliko imam še? Malo. Zdaj so 3 minute še. Tu se podajam se malo bi rekel, na druge kontinente, torej v Afriko,
tu je bila podoba leopardinskega šefa, ne, ki je tudi veljal za razsodnika, arbitra, ki ni imel nobene oblasti, ne, pri reševanju sporov, ampak kar je on odločil, so morali v skupnosti spoštovati. Vkolikor niso, so bili prekleti. Ne, in prekletstvo je seveda pomenilo precej hujšo kazen, kot so današnji morda zapori v tedanjih skupnostih. Moramo se zavedati, seveda, da govorimo o skupnostih novega, srednjega, novega veka, ki temeljijo seveda predvsem in zlasti na sorodstvenih odnosih. Ne. In tu neka raziskava, ki sem vam želel samo omeniti, med Bušmani, ne, ki tudi prav tako poznajo maščevanje, čeprav so znani kot izredno miroljubni, ne, ampak tudi po 3-4 dni plešejo ritualno, ne, da v plesu seveda spoznajo in se bi rekel, preko mediacije skupnosti odločijo pravzaprav za pogajanja v primerih reševanja sporov. Ne, ker smisel je seveda prav to pogajanje. Kako je in pri tem, seveda pri teh, bi rekel, raziskavah sam vzpostavlja hipotezo, da vsaj na evropskem prostoru, ne, lahko na podlagi dokumentov antropoloških študij, primerjav z antropološkimi študijami v Afriki, Avstraliji, Amerikah, zlasti pa v Evropi, med različnimi seveda, nacionalnimi skupnostmi, ugotovimo, bi rekel, neko notranjo strukturo rituala reševanja sporov. Ne. In torej tu, bi rekel, ta ritual primerjam predvsem z ritualom tudi recimo investiture notarjev ali pa investiture vitezov, kar je dobro predočil recimo še pred desetletji Jacques Le Goff. In vidimo neverjetne podobnosti seveda med rituali reševanja sporov. Na prvem mestu, kot že Jacques Le Goff ugotavlja, ne, je dar, ne, je povračilo, je poklon. Druga faza je prisega, torej v sistemu reševanja sporov recimo prisega o premirju, ne, ker imamo premirje tudi na ravni današnjih meddržavnih odnosov. In tretja faza je mir, ne, ali investitura, ali pa, če želimo to še pravzaprav primerjati, kot smo rekli prej, s poroko, ne, imamo skoraj da identične faze, pač dar, poklon, seveda v prvi fazi, danes vidimo veliko v ameriških filmih, ne, v bistvu flexibus genibus gesto, ne, flexibus genibus, zdaj smo tako, ja, ne, za prošnja za roko, za prstan, ne, za roka je prisega, ne, fidejusione, fidanciamento, ne, v italijanščini, ne, pa v latinščini, ne, kar je isto kot seveda v sistemu sporov, ne, prisega o nenapadanju, bi lahko temu rekli, oziroma prisega o nemaščevanju, in zaključni akt, ne, je mir, je poljub miru, kar smo imeli na začetku, upodobitev, poljub miru, piece of peace, ne, osculum pacis je tudi naveden kot temeljni element v zaključnih fazah pomiritve, recimo v učbeniku bolonskega notarja Ronaldina iz druge oziroma sredine 13. stoletja, ker je bil učbenik seveda za vse pravne študije stoletja na bolonski pravni fakulteti, torej, oziroma univerzi, najstarejši univerzi na svetu. In kar zopet, bi rekel, lahko primerjamo z antropološkimi študijami, kar ugotavlja Claude Lévi-Strauss, recimo v totemih in podobnem, ne, nastopajo mrhovinarji, kojoti, vrane, ne, in se sprašuje, zakaj nastopajo ti
mrhovinarji, ki niso ne lovci, ne nabiralci. Ne? Torej, pobirajo stav, kar drugi ulovijo, zopet pa niso, bi rekel, vegetarijanci. Ne? V bistvu pravi, so posredniki, mediatorji, ne? Kot je recimo v grški mitologiji Maurica, ne? Iris, pol boginja, posrednica med bogovi in ljudmi. Ne? Torej, mediator. Zato imamo tudi inštitut. Okay. S tem bom zaključil in imam še nekaj seveda slajdov, ki vam jih bom samo to na hitro zavrtel, tako da si boste ustvarili kakšen vtis. Tu so na eni strani 3 ritualni prizori iz Črne Gore, pomiritve, torej tistih divjakov, ne, črnogorskih, ki ne poznajo taljona, ne, 2 za enega, ne, ampak poznajo tudi mir. Ne. Kaj pa je danes? Ne? Kako je danes pravzaprav vloga, bi rekel, te retributivne in restaurativne pravice, kar se seveda postavlja, bi rekel, kot osrednje vprašanje tudi v zvezi z demokracijo ali deliberativno ali participativno demokracijo in kakšna je vloga žrtve. Vloga žrtve v tradicionalnem običajnem sistemu reševanja sporov je bila osrednja. Danes žrtev seveda v kaznovalni politiki ne igra skorajda nikakršne vloge. Torej, skratka, moramo se razumeti, da je običajni sistem reševanja sporov imel v ospredju povračilo, ne kaznovanje. Povračilo za škodo. Danes imamo kaznovanje. Ne? In običajni sistem reševanja konfliktov, vključno z izgonom in vsem tem, ne, predstavlja, bi rekel, to restaurativno pravo, torej, da se posameznik vrne v skupnost in v njej deluje. Medtem ko retributivna pravna praksa je samo kaznovanje in čim hujše kaznovanje. Kdo ima danes monopol nad kaznovanjem in ne, to je moje hipotetično ali vprašanje izzivalno, ne, ali smo se sploh kdaj vprašali o mitu o državi. Okay. Vloge države v tem svojem predavanju nisem dovolj izpostavil, da bi lahko zastavil to zaključno vprašanje, ampak upam, da bomo objavili ta moj prispevek, pa bo podal lahko še kakšno dodatno razmišljanje. Hvala.